Najprej približno odmerimo, koliko izolacije bomo rabili. Tako, recimo, da bo to dovolj. In kar odrežemo z olfa nožem. Da izolacijo lažje oblikujemo, se jaz uporabil kar tak gorivc. Moramo biti zelo previdni, ker so visoke temperature, lahko se opečemo, lahko tudi kaj zažgemo, tako da zelo previdni biti. No, to izolacijo lahko po potrebi, oziroma skoraj boljše je, da jo fiksiramo z vijaki, tako da se nam ne premika. In po potrebi, če se nam težko zviva, odvečne dele tudi kar odrežemo z olfa nožem. Tako, naša osnova za strugo je nared. Odvečne dele smo porezali. Tukaj smo naredili en spoj, smo fajn segreli, da se je zmehčalo in smo zlepili. Zdaj je pa treba narediti še en preizkus, kako voda teče, in pustiti nekaj časa, da vidimo, če kje pušča. Tako, v posodo nalijemo vodo. Nalijemo toliko vode, da je črpalka v celoti pod vodo. Tudi potem, ko pošljemo vodo po cevi na strugo, mora še vedno ostati pod vodo. Po potrebi dodamo. Tako voda teče. Ponavadi imajo take črpalke kar močen pretok. Zdaj, če se nam zdi, da teče prehitro ali nam kje uide čez robove, lahko preprosto zmanjšamo pretok s takim doma narejenim omejevalnikom pretoka. 2 deščici, 2 šravfa stisnemo skupaj in preprečimo, da bi črpalka premočno pošiljala vodo okoli. Tako. Zdaj pustimo malo teči, da vidimo, če kje pušča. Pol bomo pa še strugo premazali s fasadnim lepilom, da bo izgledalo malo bolj realno.